Pandemija COVID-19 je lani zaustavila pozitiven trend v doseganju ciljev, ki se je kazal v zadnjih 6 let. Evropska komisija želi namreč v okviru akcijskega načrta doseči, da bi bila stopnja zaposlenosti v Evropski uniji do leta 2030 vsaj 78%. Vsaj 60% odraslih naj bi se vsako leto udeležilo usposabljanj. Število ljudi izpostavljenih tveganju revščine ali socialne izključenosti pa naj se do leta 2030 zmanjša za vsaj 15 milijonov. Po podatkih Eurostata pa se je lani napredek ustavil, opazneje na področju trga dela. Stopnja zaposlenosti na ravni Evropske unije je bila lani pri 72,4%, leto prej pa pri 73,1%. Stopnja je padla tudi v Sloveniji, vendar je še vedno nad evropskim povprečjem. Lani je bila 75,6%, leto prej pa 76,4%, je razvidno iz podatkov Eurostata. Shema SURE je začasni instrument, ki ga je Evropska unija uvedla lansko leto kot prvi odziv na krizo, zdravstveno krizo. SURE je instrument, ki je torej namenjen preprečevanju tveganj za prevelik in prehiter porast brezposelnosti v državah članicah v kriznih razmerah. Je nov inovativen inštrument. Se pravi, gre za sistem posojil v višini največ do 100 milijard evrov, za katere lahko zaprosijo države članice z namenom, da si pomagajo pri financiranju nacionalnih shem in ukrepov za preprečevanje brezposelnosti. Evropska unija pa se za zagotovitev teh sredstev zadolži na mednarodnih finančnih oziroma kapitalskih trgih. Sredstva iz mehanizma SURE in tudi iz ekonomskega socialnega sklada smo namenjali predvsem za ohranjanje delovnih mest in pa tudi za ustvarjanje nekih novih delovnih mest. Menimo tudi, da so bili te ukrepi zelo učinkoviti, saj če pogledamo številke na trgu dela za brezposelnost, vidimo, da so današnje številke enake, kot so bile številke pred epidemijo. Tako da iz tega vidika ocenjujemo, da so bili ukrepi in pa ta sredstva, ki so prišla iz Evrope, zelo učinkoviti in dobrodošli. Ključni ukrepi, ki so bili financirani iz mehanizma SURE iz našega ministrstva, je bilo začasno čakanje na delo, potem tudi nadomestilo za čas karantene ter višje sile in pa plačilo prispevkov za socialno varnost. Poleg tega pa se je z evropskimi sredstvi financiral tudi skrajšani delovni čas in sicer iz ekonomsko-socialnega sklada. Če bi seveda gledali posamezne panoge ali posamezne podjetja, potem seveda nikoli ni zadosti, ne? Ampak dejstvo je, to, kot sem že uvodoma povedal, če si pogledamo, kakšni so trenutni rezultati na trgu dela, potem tudi glede tega, koliko podjetij je preživelo, potem seveda je ta pomoč tako dobrodošla, kot tudi uspešna. Države članice brez pomoči Evropske unije teh ukrepov za omilitev socialne krize, ki je nastala za pandemijo, brez pomoči EU-ja denarja, ki ga Evropska unija dala na voljo, to ne bi bile sposobne tega reševati.